Pozdravljeni! Na vrsto je prišel drugi prispevek iz serije Učenje veliki nagradi Sao Paula. In ker imamo tu sprint, se današnji prispevek imenuje Med kvalifikacijami. Tudi tokrat, kot običajno, bo naš prispevek med kvalifikacijami razdeljen na dva ločena dela. Najprej si bomo ogledali tehnične novosti ter zanimivosti. Nato v nadaljevanju bomo pa skušali razumeti pravo razmerje sil pred prihajajočimi kvalifikacijami za veliko nagrado, dobesedno tistega, kar nam je pokazal edini prosti trening ter kvalifikacije za sobotni sprint. A začnimo s tistim, kar je novega tu na znameniti progi Josea Carlosa Paceja. In kot ponavadi se bomo oprli na tisti uradni dokument, ki je. In tu na vašem ekranu lahko vidite isto, kar sem videl sam, ko so ta dokument objavili. Pri vseh 10 ekipah imamo enostavno bel list papirja. Nihče tu ni pripeljal nič novega, kar je po svoje logično. Velika nagrada Sao Paula je 21. od 24, ki jih imamo letos na koledarju. In dobro nam je znano, da mnoge ekipe, lahko bi dejali že kar vse, so ustavile svoj razvoj. To ne pomeni, da do konca leta ne bomo videli nič novega, le da so vse pripravili pred nekaj meseci. Ampak težko lahko verjamemo, da bomo videli kaj večjega, kaj pomembnejšega. Torej, tu nobenih novosti. A vseeno si lahko ogledamo tabelo, ki nam kaže, kakšno je stanje po porabljenih elementih pogonskega sklopa. S črno barvo zapisane številke pomeni, da voznik še ni prekoračil tiste količine, ki jo dovoljuje športni pravilnik. Če je seveda element zapisan z rdečo številko, pa pomeni, da je lepo šel čez tisto dovoljeno mejo in je že bil kaznovan z kazenskimi mesti. Zakaj je to tako pomembno? Enostavno, ko prvič greš čez mejo dovoljenega, dobiš 10 kazenskih mest za vsak element. Ko to storiš drugič, je kazen samo 5 kazenskih mest. In seveda lahko to igra pomembno točko, ukolikor se bo kdo odločil žrtvovati veliko nagrado Sao Paula, da bo imel na prihajajoči veliki nagradi Las Vegasa svež element. Na primer motor z notranjim izgorevanjem. A če smo sedaj malce dali na stran tiste tehnične novosti, ki jih v resnici ni bilo, kaj bi lahko dejali o zanimivosti? Pri ekipi Williams nova barvna shema, kjer zopet poslušamo lahko tiste zgodbe o ikonični barvni shemi njihovega pokrovitelja Galf. In seveda zgodba, ki nam je znana še iz časov McLarena, ampak treba je kot tolikokrat poprej poudariti nekaj. Barvna shema, ki jo gledamo, ni praktično barvna shema bivšega naftnega giganta Galf, temveč ekipe Wire. Tu je Porsche 917K. V tisti dobro znani barvni shemi je pa
bolj last ekipe kot pokrovitelja, ki je bil takrat prisoten tako na Porschih kot na Fordih GT40 in ne smemo pozabiti tudi na prototipih Mirage. Zanimivo je, da poznamo že iz tistega obdobja nešteto variant, ki pa se jih mnogi danes ne spomnijo. Poznajo samo eno, tisto z sredinsko črto, in tu se zgodba dobesedno ustavi. In povezava z Williamsom, no ja, ta, da je Golf njihov pokrovitelj. Dobavitelj goriv in maziv pri Williamsu je pa lepo Petronas, da ne bo kakšnih težav. In zopet smo praktično na tisti točki, kjer mi, navdušenci, poslušamo zgodbe, ki jih pravijo nekateri, ki o Formuli 1 ne vedo preveč. Se spomnite, pred nekaj velikimi nagradami smo videli pri McLarenu posebno barvno shemo. Tisto, ki je spominjala na to. In seveda mnogi navdušenci bodo dejali, saj to je McLaren iz 80. Kolikor koga zanima, McLaren MP4/2P. A to ni toliko važno. Namreč gre v tem primeru za barvno shemo, ki nekako odraža posebnega tobačnega pokrovitelja, ki je praktično nasprotnik tiste družbe, ki je danes tobačni pokrovitelj McLarena, prav v tem primeru ne gre s cigaret. Vidimo malce, da nekdo pravzaprav ne razume v Formuli 1, zakaj gre, in nam nekako nostalgično hoče nekaj utepsti v glavo, čeprav zaradi tega bolidi, kot sem že mnogokrat povedal, niso ne hitrejši in ne počasnejši. Druga zanimivost, o katere ne moremo. Pred nekaj urami so uradno potrdili, da bo Franco Colapinto tudi v naslednji sezoni nadaljeval svojo avanturo pri ekipi Alpine. Res, novica, ki ni presenečenje s takšnimi rezultati, ki smo jih videli strani Argentinca, seveda smo vsi mi pričakovali, da mu bodo pogodbo podaljšali. Oprostite sarkazmu, ampak tu dota, ki jo prinaša Franco Colapinto z raznimi pokrovitelji, nima absolutno nobenega vpliva. Zaslužil si je z mesti, z točkami, z predstavami, ki so ga že skorajda vpisale v zgodovino Formule 1. A zaresnimo se za trenutek in poglejmo si raje, kaj smo videli na tistem edinem prostem terenu. Najprej je treba poudariti, da prosti trening nam je pokazal, da je pri McLarenu odprt interni boj. Gledamo seveda samo rezultate v tistem smislu pričakovanja samih kvalifikacij in ne ritma. O tem se bomo pogovarjali bolj podrobno v zadnjem briefingu. Ampak videti tako majhno razliko med Landom Norrisom in Oskarjem Piastrijem ter na to 60 do Nika Hülkenberga je zanimivo. Nočem tu nekako spravljati v kot voznika ekipe Sauber, ampak če je Hülkenberg tretji, bi lahko smatrali, da so se vsi ostali skrivali. Poglejmo samo kot primer, kje so končali na edinem prostem treningu pri Ferrariju in ne smemo pozabiti na Maxa Verstappena. Zagotovo njihov program je bil nekaj drugega. In razen tega, da Piastri in Norris se bosta borila do zadnjega, nam prvi prosti trening ni dal kakšnih zanimivih podatkov. A razen enega, da so se skorajda vsi izogibali uporabe pnevmatik sol. Seveda imamo dvojne kvalifikacije in
verjetno jih bodo lahko uporabljali tudi na delu. Ampak ne smemo pozabiti na nekaj, kar je pred tedni dejal Carlos Sainz mlajši. Namreč tudi on je kritičen do sprinta in dejal je, da sprint nam nedvomno pokaže tisto, kar bomo videli v prvem delu nedeljske dirke za veliko nagrado, in predlagal je določene spremembe formata. Zato tudi tu bomo morali biti pozorni seveda na tisto, kar se bo dogajalo na samem sprintu, a o tem kasneje. Poglejmo si najprej, kaj je možno nekako razbrati iz sprint kvalifikacij, seveda v perspektivi samih kvalifikacij za veliko nagrado. Najprej, verjetno nihče izmed nas ni pričakoval Carlosa Sainza mlajšega tam na 20. mestu. Voznika, ki je bil celo sposoben priti na 3. mesto sprinta. In tu je treba poudariti še nekaj. Mogoče so pri Williamsu malce zgrešili nastavitve, ali pa Carlosu Sainzu mlajšemu ni uspelo napraviti imenovanega čistega kroga. Nekaj podobnega se je zgodilo Lewisu Hamiltonu, ki je moral prekiniti svoj zadnji poizkus, ker se je njegov moštveni kolega Charles Leclerc zavrtel na progi. In tudi zaradi tega dejstva je Lewis Hamilton izpadel v Q2. Ampak lahko bi dejali, da Ferrari SE pomišljaj 25 tu na progi Joseja Carlosa Paceja v Interlagosu ni kazal pretirane hitrosti. Tudi Charles Leclerc, ki se je prebil v zadnji del kvalifikacij kot 9, na koncu ni blestel. Zakaj si lahko drznem trditi nekaj takega? Enostavno, ker ga je prehitel Lance Stroll, ki je znan po tem, da ni najhitrejši. A ne smemo pozabiti, da tam spredaj je Lando Norris in za njim prvo presenečenje Andrea Kimi Antonelli. Mladi Italijan, o katerem smo govorili mnogo, predvsem na začetku sezone, je zopet pokazal, da ima tisto nekaj več. Ampak kot običajno rabi izkušnje, da bo svoj talent dobesedno pokazal na progi. Biti talentiran ni dovolj. Zato je Oscar Piastri, ki res na kvalifikacijah v zadnjem obdobju ne kaže te šampionske forme, ampak dosti bližje je kot ponavadi. In seveda ne smemo pozabiti na Georgea Russella. Tu je treba poudariti, da Max Verstappen je res nekoliko v ozadju, tudi za Fernandom Alonsom, in verjetno se nekdo sprašuje upravičeno, zakaj je kar naenkrat Martin AMR 25 hitrejši od tistega, kar smo navajeni, Ferrari pa je nekoliko razočaran. Tu je treba poudariti nekaj, kar že tedne kroži v zakulisju Formule 1. Seveda znano nam je dejstvo, da Ferrari čim bližje je asfaltni površini, bolje deluje. Aston Martin ima, lahko bi dejali, nasprotno težavo. Da bi deloval AMR 25, mora biti leta čim dlje od asfaltne površine. In izgleda, da na začetku tega vikenda so enostavno, tako pri Aston Martinu kot pri Ferrariju, začeli z veliko razdaljo, kar je britanski ekipi izjemno prijelo, Scuderii iz Maranella pa ne. Torej, kaj lahko pričakujemo na kvalifikacijah za nedeljsko dirko? Mislim, da tu nedvomno imata oba McLarena prednost, tudi pred tovarniško ekipo Mercedesa, kjer pa ima zopet pri McLarenu Lando Norris, če ne drugega, psihološko prednost pred Oscarjem Piastrijem. In zanimivo bo videti, če bo Avstralcu uspelo priti pred Britanijo.
Tovarniški Mercedes, tako z Russellom kot z Antonellijem, lahko se vmeša za boj, ampak osebno ju ne vidim na nivoju, ki ga vidimo pri McLarenu. Zopet tisto, kar smo govorili pri mnogih predhodnih prispevkih. Maxa Verstappena ne smemo nikoli izključiti iz boja, na primer vsaj za prvo vrsto. Čeprav na prvi pogled izgleda, da ima tu nekoliko slabši bolid. Treba je poudariti, da pri Ferrariju bodo verjetno SF25 znižali in videli bomo Hamiltona in Leclerca mogoče malce bolj spredaj. A ne smemo pozabiti na neko zanimivo dejstvo, ki je prišlo na dan v tretjem delu kvalifikacij. 4 vozniki so imeli samo en poizkus oziroma porabili so en set pnevmatike so. Govorimo o Maxu Verstappenu, govorimo o Isaacu Hadjarju, govorimo o Fernando Alonsu ter Lenzu Strollu. In zopet se vračamo malce nazaj v naš prispevek, kjer smo govorili prav o tem, da vozniki gledajo tudi na katere sete bodo prinesli s seboj na dirko. To zna biti v določenih pogledih ključnega pomena. Zaradi strategij, zaradi dolžin stil. A seveda sedaj, ko imamo malo bolj poglobljen pogled v tisto, kar lahko pričakujemo pri kvalifikacijah, vas vabim k ogledu zadnjega briefinga, pride na vrsto jutri. Za danes bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.